Ja, gor sem medalj v odvesa, so odno tako Čite pa neč nije, pa čuti. Zurlika se zbudiče, več pa še možeš bom pa rekel, če se pa ne zbudiš, ne da je fajn. Ker pa bolj mar biti, kakor pa leta, ležet pa... Točno pride do tistega gležna, ko brez gleda. Čim imaš pa tako, kot jaz, da so teklače med kazal sedejo, pa tako Spomnite, prve sestave. Vidno dogodku izpred 32 let v čast pozdrav. Vidno na mestu prostor. Predvidevam, da vas je večina tistih tukaj, ki ste pred 32 leti bili nekje v bližini. Takrat je bil dosti podoben dan, topel, sončen kot danes, ampak veliko manj gotovo. Če se spomnimo, 2. julija je bil rekatiran tudi oddajnik, ki ga vidimo tam v daljavi na Krvavcu. In ko smo v dopoldanskem času opazili dim z Krvavca in pok, in tudi po zvezi dobili obvestilo, da se tam že dogaja, smo vedeli, da smo zdaj na vrsti mi. Pa ne, sej, običajno ljudje, ko so pridejo na vrsto, so kar veseli. Mi takrat nismo bili najbolj, ampak kaj češ. Moram pa reči, v tistem času so ljudje, posamezniki, vojaki, teritorialci, ki so bili v bližini, zavestno branili domovino. Niz dogodkov je že potekel pred tem časom, ampak določene stvari so se odvile tudi kasneje, ker to, če tako pogledamo kronološko, gre že proti sredini oziroma čez sredino našega vojnega obdobja. Naša vojna je trajala 10 dni, pravijo. Nekateri pravijo, da ni bila vojna, s tem se je težko strinjati, prav gotovo pa se najtežje s tem strinjajo tisti, ki so izgubili koga v vojni. Tisti, ki so bili ranjeni, nedvomno ne morejo reči, da ni bilo vojne. Vojna je bila kratka, a učinkovita. To je tudi dejstvo, da smo takrat bili v celoti v Sloveniji pripravljeni na upor. Kajti sovražnik, v tem primeru naš zavojevalec, znanec, Jugoslovanska ljudska armada, imela nalogo zasesti vse mejne prehode in strateške točke. Niti ne napasti Slovencev oziroma teritorialne obrambe oziroma takratne milice. To so tudi izvajali, ampak mi smo jih po večji meri to preprečevali. Kar nam je tudi uspelo, sledi tega je videti v tem, da se je v 10 dneh končalo vse skupaj, kar se je prej začelo. Začelo se je pa že v letu 90, ko se spomnite, ko je šlo za predajo orožja iz lasti teritorialne obrambe v vojašnice. Tudi v Domžalah smo imeli orožje spravljeno, spomnite se nekateri, ki ste mogoče kasneje tudi stražili objekt, v Jaršah, v BTR skladišču. Tam je današnji tuš, v tistem desnem delu, kjer imajo embalažo.
Bilo je najsodobneje varovano, z elektronsko varovanjem, še nikjer drugod niso imeli te zadeve. Ampak kljub temu smo morali orožje predati. No in zanimivo, ko sem imel priliko v lanskem dnevu suverenosti, ko sem v Radgono peljal nekdanjega predsednika države Milana Kučana in sem ga vprašal, kako to, da takrat smo reagirali šele po 2 dnevih. Je pač odgovoril, Hočevar, namreč Hočevar je bil poveljnik teritorialne obrambe v tistem času, je bil naš človek in smo mu zaupali. Jaz sicer nisem bil s tem odgovorom najbolj zadovoljen, ampak nisem več iz ljudnosti vrtal naprej. Tako da v življenju se marsikaj dogaja, marsikaj bomo še izvedeli. Tudi določene podrobnosti, ki še niso znane, bi prosili tiste, ki imajo kakšen vir, oziroma ki vejo v stvari, ki imajo mogoče kakšen posnetek verodostojen, da to objavijo oziroma nam prinesijo, da damo na plano. Kajti najboljši pričevalci zgodovine vojne so tisti, ki so bili udeleženi. Da pa ne bom dolgovezil, bom povabil predse takratnega vodjo oddajnika, RTV oddajnika Domžale, Emila Gorjana. On nam bo pa iz strateškega vidika povedal, kako je njemu to izgledalo, kako je njemu služba se tisti dan spremenila. Izvoli, Emil. Hvala. Ja, spomini niso prav lepi. Kako se je zunaj dogajalo, veste verjetno boljš kot jaz pa sodelavc, inženir Pirš, sva bila v stavbi noter pri oddajnikih. Tako da vam lahko povem, kako je znotraj izgledalo pa tehnično. Takrat smo oddajali 600 kW oddajnikom, katerega slišnost je bila praktično po celi Evropi do Severne Afrike. Seveda so to naši prijatelji iz juga hoteli zatreti, ki so nas bombardirali. S temi 2 migi so naredili kar dosti škode. Tak je pri letu z vzhoda, je zadev tamle v tistale vrata, tam zadaj je bil pa modulacijski transformator, to je, bi rekel, glavni del oddajnika, pa najdražji, in ga je razbil. Tako da smo bili takoj mrtvi. Z juga je pa priletel drug mig, ki je raketiral že celo pot, je zadev že tamle daljnovod, potem stavbo, oddajnik sam, pa tudi 4-krat stolp. Enkrat ga je celo preluknil skozi in skozi, tako da so kar dobro imeli. Mi smo seveda bili šokirani, ampak smo kar hitro se osvestili in začeli zadeve reševati. Treba je bilo tale vod, ki gre od oddajnika do stolpa, je bil poškodovan. Tisti spodaj, tista cev, je pa ostala cela in smo preklopili na ta vod, pa na rezervni oddajnik in je v 3/4 ure smo že spet oddajali. Tako da za dolg nas niso utišali. Smo imeli pa srečo, ker ni bilo žrtev. Tudi sami veste, kako je bilo tle zunaj, da je grudobrane so leteli šrapneli v drevje, tako naprej, pa rakete so se zasajale vse skozi tja do Študija. Do Stoba, tako, no, ni bilo prijetno, razburljivo, spomini pa stajajo. Hvala lepa, Emil. Zdaj pa povabimo medse našega člana veteranske organizacije, novejšega sicer, iz Bengša, Osterman Franc,
ki nam bo po svoji presoji eno tako zaigral slovensko narodno. Kaj ti? Kar izvoli. Hvala. V tej priliki bi se še poklonili spominu dveh, ki sta poveljevala v tistem času. To je bil Mav, poveljnik prvega voda zaščitne čete, ki ga žal že kakšnih 7-8 let ni več med nami, in Ficka, ki je poveljeval topničarjem. Torej, za omenjena v njihov spomin z minuto molka počastimo. Slava ima. Mi pa upamo, da bomo še nekaj časa živeli, pa da se bomo v takih prilikah še združevali. Večjo zadevo delamo na vsakih 5 let, ko je okrogla obletnica, takole se pa v manjšem številu zberemo, da obudimo spomin na tiste čase, ki so bili pač za vse, tudi okoličane, kar stresni. Da ne bomo samo stali, bomo po še eni zaigrani skladbi se premaknili na tiste konc, ker vidite nekaj mis, se usedli in še kakšno rekli. Torej, izvoli. Začasno stražo in prepuščake. Mirno, na levo, pohodnim korakom naprej. Stoj, na levo. Prosto, tudi za vas velja povabilo tjale k mizi, ko porabite televizor. Vi imate sicer malo več dela ponavadi, ampak tako je to. Povabljeni ste vsi tistim mizicam. Če ni dovolj prostora, bomo pa še kakšno prinesli. Pa ti tudi. A veš? Ja. Ja, mislim. Ja,